Torej, dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo rekli o skrivalnicah, Rene Krhin, Gali Vračun, dobro jutro. Dobro jutro. A vidiš, kako se to... Hvala za povabilo. A z veseljem sploh, ker sta prav vidva odgovorna za ta fenomen skrivalnic v našem mestu. In zdaj, če še kdo slučajno ne ve, gre za ene prav posebne zabave, ne, organizirane na relativno nenavadnih mestih, oziroma na nek način imata vidva nightclub, pa ga nimata, ne? Vedno menja lokacijo, ne? Ja, vedno druge, ne? Na teh skrivalnicah, še enkrat, ni to Kima, Kuren, Zvonček, pa to niso take skrivalnice, vsaj ne v osnovi. Ampak gre za zabavni dogodek. Kaj se dogaja? Dajte razložiti zdaj, ne, ta fenomen. V bistvu, ko sva se spoznala, to je bil en pustni torek. Ja, to imam tudi eno vprašanje, ampak kasneje, ja? Ja, ko sva se spoznala, je bilo v bistvu zelo spontano, ker ja, zaštekala smo se zelo hitro. Lepo. Ja, želela sva iti na štuk, tako je, in noben od nas dveh ni mogel priti noter, ker je bilo razprodano. Vidim nekega jeznega s čopom, kako hodi tam. Ja, nisem se še poznala, ne? Ja. Jaz iskreno nisem vedel, kdo je takrat Rene. In v glavnem pol smo... Človek je bil v ekipi, ki je osvojila Ligo prvakov, ne bi kazano očitno, ne? Hvala, Gali, hvala. Ja, ampak reprezentant... Jaz pa sem vedel, da si bil ti, zamisli. Ampak to je privedlo pol do res prijateljstva in oba dva sva ful žurerja po naravi. Tako se je tudi tista noč zaključila. Potem sem pač rekla, kaj če mi naredila neko fešto, party za kolege, znance. Ja, tako rojstni dan, ni za to. Naredila sem skupino na Instagramu, dala not vse, ki jih poznava. Športnike, glasbenike, pevce. Ja, in odziv je bil ful močen, ne, v bistvu. Ker ljudje niso niti pričakovali tega. Tudi ime smo dala slučajno. V bistvu paso na to, kaj smo hotela s tem doseči, da se tudi pač menja lokacija skozi. Ja, in to je ta zanimiv koncept, sicer v tujini marsikje že verjetno poznan, oziroma se take stvari dogajajo, ne? Pri nas pa je to čist na novo. In ja, res zanimivo to, ker jaz vem zdaj iz nekih informacij, ne bi zdaj kazano očitno, ampak če kdo do jutra potegne, je to Rene Krhin, ne? Med prvimi domov vedno to smo. Ja, seveda. Znam potem. To si še špilal, mogoče, ja. Malo niti takrat, po moje. Tudi med zadnjim vedno. Zelo lahko govorijo. En mora zakleniti. En mora vedno, ja. En mora prvi iti, en pa zadnji. Tak pač je. In iz tega ven, ne, in zdaj so se skrivalnice oziroma te zabave razpasle. Se je informacija tako zelo razširila, da ljudje to že komaj čakajo, ne? Jaz bi zdaj podaril predvsem to, da smo mi v bistvu to delali brez nekega pričakovanja, brez nekega želje, da bi jo zaslužila, ne vem kaj. Ja. Mislim, da to so ljudje najbolj začutili. Da je pač prvo smo midva, ki hočejo imeti fajn na teh zabavah, in zato je pol se to tako tudi prijelo, po mojem. Ja, to je bil cilj, da v bistvu mi uživamo, zato ker ni bilo mesto za ful nekih stvari, nekih takih podobnih dogodkov, in nam je bilo to pač... No, ampak je mogoče tudi kritika tej sceni v našem mestu, ker se je pač klubska scena nekako zaprla, ne, takrat po korona času. Ne. Ja, to je... In pač potem uživeti te prostore, kot je Vinak, pa zdaj Livarna, pa ne vem, Stara Trta, Minoriti. Res je, da imamo pač probleme malo, res je, da dostikrat so nam šli tudi na roko, moram priznati, občina. Je pa res, da pač je posod so ljudje zraven, ki spijo, ne, in pač Maribor je ni nekega zdaj... Problem je, ker ne živimo v ravno žurerskem mestu in malo je in tiho in pač karkoli... In ravno tihi nismo, ne? Ker je normalno, ne? Mislim, jaz ne vem, ker grem ponovadi polnoči domov, ampak vi, ko ste... Ja, pa če neki ostanejo, ne? Po 1 uri zjutraj, ne, so potem ti pobalini, ne? Ampak ja, seveda, to so vse težave, ki pa jih uspešno premagujeta, in zdaj naslednje skrivalnice bodo v Livarni, tukaj v Mariboru, in to že jutri. Podrobneje o tem, kako bo to izgledalo in kakšni so plani za naprej, z Galijem in Renejem v nadaljevanju.
Je v tem studiu naša gosta Rene Krhin in Gali Vračun, avtorja skrivalnic izjemno popularnih zabav z elektronsko glasbo v našem mestu. Naslednje skrivalnice jutri v Livarni. Pubeca, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Ja, v Livarni. Wow, tako zelo, tako bom rekel, urbano, pa na nek način zelo tehnološko, industrijsko. Industrijska. Boš ti jaz. Mislim, zakaj ideja, da so se sploh lotila delati v tej industrijski hali, je bila v bistvu zato, ker poskušala smo skozi nekaj novega dosegati, ne. Iskreno smo tudi prišli do nekih limitov v našem mestu, kar se tiče prostorov. Kar je posebne sorte kompliment, ne? Ja. Da je enostavno, kjerkoli narediš premalo. Ne? Ja, in tudi, mislim, kapacitete so potem ne, problem, ker so dogodki zdaj že toliko veliki, da rabiš pač veliki prostor. Ja. Predvsem neko izoliran, tudi mislim, da si malo... Da tako, in to je bilo pač slučajno... Pa dolgo v bistvu že bilo govora o neki zapuščeni stvari, ker mislim, drugod po svetu dela, nekako sledima, kaj se dogaja tudi drugje in nam je bilo interesantno in smo rekla, zakaj ne. Ampak... Kaj sta morala iti z ekipo, pa z metlami najprej, ali pa pogledati, da ni tam kaki toti ter, da ne leži kaj tak pa mazivo. Ko sem prišel prvič tja, iskreno nisem verjel, da bo izvedljivo, ker je bilo od palet, nametano, se še imam neke fotke, lahko pokažem kasneje. Ampak hvala Bogu, industrijska hala in so to viličari in se da dosti hitro spucati. Gre pa seveda za, to so zabave z elektronsko glasbo, tudi več DJ-jev je vedno tam, ne? Tako je. Kaj bo tokrat, kaj bo jutri? Jutri bo glavna DJ-ka, se pravi, zdaj že leto, dve, se ne vem, delava z tujimi DJ-ji iz celega sveta. Zdaj jutri gostimo DJ-ko Dani Gomez. Zato si rekel, da hočeš zraven po njoj letališče. Da pogleda, če ima vse. Ja, če je v redu. Če ima opremo. Če ima vse kable, ja pa. Če ima prave kable s sabo. Nekaj, če kaki moški DJ mi niko ne reče, da gre zraven, zdaj pa mi rekel takoj, da se ponudo. Ok, skratka, potem več DJ-jev in potem tako, to... Ostali so pa lokalni, ja. Ja, odlično. Koliko jih bo v bistvu DJ-jev sploh? Vse skupaj 4. Bravo. In mislim, glede na to, da traja samo 3 ure, ne, tako kot pravi Rene. Polnoči grem ponavadi. Ne, ampak čisto res, to je fenomen skrivalnic je, da pač je to šlo tak najprej kot hec, pa sta povabila, ne, z družbenimi omrežji, ne, z Instagramom, pa to, pa potem se je to kar razpaslo. Se pravi, ustna reklama, pay it forward sistem in zdaj... To je ta lepa v bistvu zgodba, del zgodbe, da smo se v bistvu iz neke zebancije. Vidiš, ko prije res se meni o tem. Še zdaj je zebancija. Da se pravi, naj le ostane. Ampak smo vseeno na tem radiju danes govoriva. Tudi ekipa je vedno večja. Da včasih res prijem tja in srečem, je to res nastalo iz one zebancije. Mislim, da je najverjetno. In koliko ljudi recimo zdaj prihaja, koliko jih bo jutri v Livarni, če se to lahko pove, čez palec? Čez palec, ja, jaz upam, da okrog 800. Wow. To pa je že kar resna stvar, ne? Tudi tujine že, ali je to vse še zaenkrat domače, ali se je že razvedelo tudi širše? To imamo tudi plane, drugače se malo širiti. V Ljubljani že smo bili, ampak tudi mislim, Slovenije hodijo kar z cele Slovenije. No. Ja, ok. Itak, če delaš na Štajerskem, ti je večina iz... Od tu, ne? Ampak zakaj bi se omejevali? Zakaj bi se omejevali? Absolutno. Ne, najti neko lokacijo pa pripeljati žurerje iz cele Evrope. Zakaj pa ne? Ker po mojem so se tudi ti veliki festivali, kot so, ne vem, Glastonbury v Angliji, pa ne vem, Coachella v Ameriki, pa to se je tudi začelo z neke fore. Kaj, če bi zdaj tam prite, pa malo špilajte, ali bomo malo, mislim, definitivno se treba povezovati. Ja. In po Sloveniji. Ne, mi recimo Zagreb, Budimpešta, Graz. Sigurno so to neki plani za naprej.
kdaj, kak, še ne vem. Počasi. Najprej livarna. Brez pritiska. Mene samo zanima, imate kakšne karte, se to prodaja ali moraš koga na vratih poznati? To smo se prej pogovarjali, ravno kak je to v bistvu začetka, je bilo za povabljene, za prijatelje. Pol si v bistvu mogel biti sprejet, da si lahko karto kupil, ker pač podobno nama se ni šlo, kdo si ti v družbi, kakšen status imaš, nama je šlo, da si dobra oseba, da ni problemov, ne delaš problemov, zato tudi zdaj, ko priješ na skrivalnice, ni problemov, vsak se čuti varno. Super, ja. Tudi za varovanje vedno poskrbimo, ne. Treba omeniti, da je vedno več varnostnikov. Če je vedno več ljudi, ne? Ne, na število, ki ga rabiš, se vedno trudimo, da je več. A še, dejansko dodatno. Ampak pol sem pač odprla, zdaj je open, ampak vseeno ljudje hodijo taki, ki pač pridejo tja zabavati, ne teps pa. No seveda, hvala Bogu, ne. Vrhunsko. Makar ponosno na to. Ok, in kje potem najdemo plane za naprej, oziroma kak zdaj nekdo tu sliši, pa reče, ok, jutri ne morem, kdaj bojo naslednje skrivalnice, jaz bi šla pogledat? Tega ne izdajamo. Ker so skrivalnice. Tako, niti ne kje. Ampak bo do poletja še? Ne bomo še nič skrivnostno. Mogoče blizu, ampak ne tu, ne. Dobro. Ja, v vsakem primeru je treba slediti. Neke snupce smo dobili. A celo? Se sta lepa fanta. Iz sosednjega mesta. No, super, jaz bi samo, kje vas pa lahko najdejo na družbenih omrežjih, kje vse, da lahko sledijo? Na Instagramu, v bistvu ta najmočnejši skrivalnice, potem spletna stran skrivalnice.com, lahko tudi kupijo karte in vidijo nas pač dogodki, kjer so že bili, bojo tako, in pa na Facebooku. Ok, vrhunsko. Ja, Pubeca, res čestitke za super idejo, pa še večje čestitke, ker veš, koliko super idej je bilo. Jaz samo skočim. Ja. Jaz sem zdaj šel Danny Gomez pogooglati. Prije zdravljenja, da liše, ne? Kaki plan še v avtu, gre zraven. Tako da danes me ne bo. Ok, ti ne zmenjeno. Ne, ampak čisto za res čestitke, da sta to na tak način peljala in jaz verjamem, da bo to še naprej vrhunsko in uspešno in vse dobro želim. Hvala vam, pa pričakujemo vas kot ekipo, vas vabil. Hvala lepa. Da prijete pogledat, da gremo skupaj polnoči domov, mi dva. Ne, to vam mi dva šla. Da mi res gremo, glede na to, kdaj vstajamo. Ampak super, hvala za vabilo in vem, da bo legendarno in spremljajte skrivalnice na družbenih omrežjih. Rene, Gali, veliko uspeha še naprej. Hvala vam.